pozdrav, dober dan. Danes bom komentiral eno zadevo, ki sem jo zadnjič objavil na Facebooku, in sicer sem vas vprašal, ali bi prodali hišo za dober denar. To je vedno takšno, bom rekel, vprašanje, ki marsikoga mogoče malo mu da misliti, ne. Seveda, vsak od nas si želi prodati hišo za dober denar. Marsikdo mogoče reče, jaz svoje hiše ne prodam, ampak na koncu, če bi pa dobil dober denar, pa pravi, ja, saj za ta denar bi pa dal, no. In tisti, ki ste komentirali oziroma odgovorili, ste seveda napisali, da bi prodali za dober denar, ne. Tudi sam v bistvu bi verjetno svojo nepremičnino prodal za dober denar, je pa seveda potem različno oziroma pomembno, zakaj bi jo prodali za dober denar, torej, ko bi jo prodali, kaj bi potem naredili s tem denarjem, bi kupili drugo nepremičnino in tako naprej in tako naprej, kar se zadeve potem spet lahko spremenijo, ne. Ampak tukaj bi rad poudaril to, zdaj za dober denar, kaj je dober denar, ne. Vsak ima seveda neke svoje razmišljanje v glavi, vsak po svoje ocenjuje svojo nepremičnino, mnogokrat so te ocene, pričakovanja v vrednosti svoje nepremičnine žal previsoke, apetiti preveliki in je ta dober denar res dober, ne, in ponavadi se potem pokaže, da seveda kupca za veliko večino nepremičnin v Sloveniji za ta tako imenovan dober denar ni, ne. Se pa strinjam, da seveda za neko dobro številko bi vsak resno razmislil o prodaji, ne. Zakaj to govorim? Hočem se navezati na večni problem, to je postavitev cene, ne. Se pravi, katera je tista prava cena, katera je tista dobra cena, da se bo nepremičnina prodala, ne. Malo je namreč takšnih situacij, da pride kupec in res ponudi sanjski denar in se potem nekdo odloči za prodajo, tudi če najprej ni razmišljal o prodaji, ne. Velikokrat se žal zgodi, da nekdo razmišlja o prodaji in želi preveč denarja in seveda zato žal ne more prodati in se nepremičnina ne proda ali pa se prodaja dolgo časa. Torej, pomembno je, bom rekel, da ta dober denar, da tako rečemo, pravilno postavimo ceno, da ga seveda tudi potem dosežemo, ne. Seveda, kot sem rekel prej, imamo različne razloge, ne, torej ali namenoma prodajamo nepremičnino ali mimogrede pride nekdo, ki ponudi tako imenovan dober denar. Ampak želel sem vas malo spodbuditi z razmišljanjem in kot sem predvideval, je seveda večina, pa bolj kot ne vsi, seveda se strinjali, da za dober denar bi prodal. Bi pa rad še enkrat rekel, pomembno je, bodite pazljivi pri postavljanju cene. Ko želite prodati nepremičnino, je cena, ki jo boste postavili, ključnega pomena. Zdaj, ali je to za vas dober denar, koliko vam na koncu kupec ponuja ali ne, je pa druga stvar. Če sem čisto odkrit, nepremičnina je na trgu vredna toliko, kolikor je pač pripravljen ta trenutek, ob tem trenutku, ko prodajate nepremičnino, kupec plačati za njo. Če za neko željeno ceno, ki vi želite, ni kupca, potem ta trenutek nepremičnina ni vredna tega denarja, ki ga želite. Pa to ne pomeni, da je slaba nepremičnina, da je z nepremičnino karkoli narobe. Ampak glede na lokacijo, glede na stanje nepremičnine in glede na ceno, ki jo želite, nepremičnina pač ni vredna denarja, ki ga oglašujete oziroma ga želite. Toliko, to na kratko, se slišimo kmalu, lepo se imejte, adijo, srečno.